Hvala Jezus in Marija. Dragi bratje in sestre, ki spremljate to oddajo, prosim vse, da skupaj zmolimo eno zdravo Marijo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Pridi, Sveti Duh, pridi po mogočni priprošnji, brezmadežnega srca Marije, tvoje preljubene veste. Ta molitev k Svetemu Duhu je zelo pomembna, ker Sveti Duh nas uvaja v skrivnost Kristusa in to po veri. Uvaja nas vso resnico, uvaja nas bo, Marija nas svojim materinstvom odpira za delovanje Svetega Duha. Zato sem molil k Mariji skupaj z vami, da bi nam Sveti Duh odprl globalno obzorje Kristusove velikonočne skrivnosti. Danes smo obhajali cvetno nedeljo, kateri cerkev podoživlja Jezusov slovesni pot v Jeruzalem, v Božje mesto Jeruzalem, sveto mesto Jeruzalem, in to na revnem osličku. Množice so bile navdušene, kajti mislili so, da prihaja sedaj Davidovo kraljestvo. Hozana sinu Davidovemu, hozana Izraelovemu kralju. In množice so trgale palmove veje in potem druge drevesne veje, ter tako tlakovale pot Jezusu, ki je šel v Jeruzalem. Tudi apostoli so bili vsi navdušeni nad zmagoslavjem Jezusa, obljubljenega Mesija. Sedaj bo končno v Jeruzalemu nastopilo njegovo slavno mesijansko kraljestvo. Toda bili so v tem navdušenju, bili so kakor pijani, so pozabili na Jezusove napovedi, da bo moral trpeti v Jeruzalemu, biti zavržen od velikih duhovnikov, obsojen na smrt in potem križan. Zato jih je Veliki petek našel nepripravljene. Ko je Sinedri, torej prijel Jezusa, so se apostoli razbežali, da bi si rešili življenje, kajti bali so se umreti, čeprav so obljubljali prej, bali so se umreti za Kristusa. Tako so na Veliki petek Jezusa zapustili samega, ker so se razbežali sredobežnim pluralizmom. Samo eden je ostal. Ostal je samo apostol Janez, ki je imel posebno zvezo z Jezusovo deviško materjo. Samo on je vztrajal pri vzponu na Kalvarijo, do vrha Kalvarije. Sveti papež Gregor Veliki pravi, da tisti osliček, na katerem je Jezus šel v Jeruzalem, predstavlja cerkev. Kajti cerkev je nosilka Kristusa, toda še bolj je Kristus nosilec cerkve. In cerkev je poklicana, pravi, da se vzpenja v nebeški Jeruzalem, da bi prišla do vizije miru, kajti Jeruzalem pomeni vizija miru, videnje miru, da bi prišla do blaženega videnja v nebesih. Toda mora se vzpenjati za Kristusom, torej mora se v vsakem stoletju vzpenjati na goro Kristusa križanega in vstalega. In tako cerkev gre po tej poti skozi stoletja, dejansko vidimo, da se vzpenja v vsakem stoletju, torej na goro Kristusa križanega in vstalega, da bi prišla v večni Jeruzalem, v večno blaženost. Torej, to je pot krščanskih kreposti.
samo če živimo iz vere, upanja in ljubezni in drugih krščanskih kreposti, moramo iti po tej poti v nebeški Jeruzalem. In tukaj v vsakem stoletju se pojavlja skušnjava triumfalističnega mesianizma, to se pravi mesianizma brez križa. Torej, ta skušnjava je bila navzoča v vseh stoletjih, da bi kristjani bežali, kako so apostoli bežali na Veliki petek, tako tudi to se dogaja skozi stoletja, bodisi na ravni hierarhije, bodisi na ravni vernikov, da zapustili Kristusa in izbrali lažje poti. Torej, ta skušnjava triumfalističnega mesianizma je posebej rasla v zadnjih stoletjih zaradi sekularizacije krščanstva, da so kristjani vedno v večjem številu bežali od Kristusa križanega in vstalega. Torej, in s tem je rastel novi vek kot odpad od Kristusa križanega in vstalega. Torej, in potem odpad krščanskih narodov, o katerem je govoril že Leon XIII. Janez 23. kot duhovni oče drugega Vatikanskega koncila je videl ta problem novega veka, ta beg od Kristusa križanega in vstalega. Torej, zato je rekel takole, da Kristus je šel čez Kalvarijo, tam je umrl, a tam je tudi vstal. Kristjan s temi očmi gleda na zgodovinsko dogajanje. Trpljenje in smrt, beda in nesreče morajo obtežiti njegova ramena, a ne potlačiti njegovega duha. Vesoljni cerkveni zbor hoče biti velika noč, veliko prebujenje in ponovna, najbolj vneta hoja, kako za Gospodom, kakor je bilo to za apostole po čudežu Binkošti. Torej, v tej smeri, prav po navdihu Janeza 23. je drugi Vatikanski koncil, kako še nikoli, postavil v središče življenja cerkve Kristusovo velikonočno skrivnost. V tem bo veliko prebujenje, torej, da bo bolj stopila ta Kristusova velikonočna skrivnost. Njegov križ in njegovo vstajenje v zavest nas vseh kristjanov, da bomo bolj živeli, torej, iz Kristusove velikonočne skrivnosti, iz njegovega križa in njegovega vstajenja. Toda po drugem Vatikanskem koncilu je nastopila, kakor je govoril Janez Pavel II, francoskim škofom leta 1980, meta skušnjava napuha. Tako močna skušnjava napuha, da bi človek stopil na mesto Boga, kakor to ni bilo še nikoli v zgodovini. Močnejša kot v času, ko sta padla Adam in Eva. Močnejša je ta skušnjava danes, kot tedaj, ko je Božje ljudstvo stare zaveze zavrglo Kristusa in ga križalo. Danes, pravi ta papež, je ta skušnjava močnejša. Torej, posledica te skušnjave popuščanje te skušnjavi je bil tudi triumfalistični mesianizem po drugem Vatikanskem koncilu. In papež Pavel VI je večkrat popravljal ta triumfalistični mesianizem. Pravi, kaj je to krščanstvo brez odpovedi, brez žrtve, brez samozatajevanja, brez pokore, brez posta, brez molitve. Kaj je krščanstvo brez križa, brez Kristusovega križa? Kaj je cerkev brez Kristusovega križa? Torej, gledajte, ta veliki papež je popravljal ta lažni triumfalistični mesianizem, ki je napadel vse ustanove v cerkvi. Zaradi tega je v nekaj desetletjih
po drugem Vatikanskem koncilu 80 tisoč duhovnikov se laiziralo, nad 600 tisoč redovnic je zapustilo svoj stan. Torej ta lažni mesianizem je tudi napadel krščanske družine, brez žrtve, brez križa, brez odpovedi. Torej, kje najdemo zdravilo za premagovanje tega lažnega, triumfalističnega mesianizma brez križa? Najdemo ga ravno v Devici Mariji, Božji materi, kajti ona ni bila očarana na cvetno nedeljo triumfalističnega mesianizma, ker je vedela, da Jezus gre v trpljenje in smrt na križu. In apostol Janez, ki se je nje oklepal, je vztrajal prav do vrha Kalvarije. Tako ta papež Janez Pavel II, ki je bil totus tuus, vš posvečen Marijinemu brezmadežnemu srcu, je izjavil Fatimi, ko je posvetil Cerkev in človeštvo Marijinemu brezmadežnemu srcu, da živeta posvetitev temu srcu nas vodi na vrh Kalvarije, kjer izvira iz Kristusovega križa Božja milost, ki je neizmerno večja, torej od vsakega greha, je neizmerno večja od vsega zla, ki danes ogroža Cerkev, torej in celotno človeštvo. Torej zato vsi tisti, ki so se oklepali Device Marije, torej živeli posvetitve Marijinemu brezmadežnemu srcu, niso podlegli temu lažnemu mesijanskemu triumfalizmu brez križa. Tudi v Fatimi je Devica Marija vzgajala 3 pastirčke za žrtev, za odpoved, torej za molitev. Torej spomnim se, ko sem bil mlad, ko sem imel komaj 6 let, kako me je moja mati peljala na Sveto Goro pri Gorici iz Solkana, ki je ta vas leži ob podnožju Svete Gore, smo šli peš na Sveto Goro in kako sem kakor otrok nesel majhen lesen križ, ki sem ga potem položil v vdolbino na sredi te gore, neka vdolbina, kjer naj bi Marija počivala po ljudskem pripovedi, to je seveda legenda, ampak skozi generacije so starši peljali majhne otroke, ki so potem odložili svoj mali križek tam v tisto vdolbino ali nad tisto vdolbino. To sem si zapomnil, to je za to, da sem nesel križ svojo mamo, torej na Sveto Goro, in potem smo romali v svetišče na Sveto Goro, to sem si živo zapomnil za celo življenje. Torej, moja mati mi je pokazala pravo pot, torej, ki pelje v nebesa, namreč pod Kristusovega križa in vstajenja. Kajti življenje je resno, nekakor danes mnoge krščanske matere učijo gledati otroke televizijske risanke. Toda življenje ne bo televizijska risanka. Pač pa življenje je resno, je pot čez Kalvarijo, ki vodi v večno poveličanje in vstajenje. Pravi papež sveti Gregor Veliki, tisti osliček, ki nosi Kristusa, je tudi podoba vsake krščanske duše, ki je nosilka Kristusa. Torej mora biti učljiva do Kristusa križanega in vstalega. Torej, piše apostol Pavel, tistim, ki gredo v pogubo, je nauk o križu nespamet, je nauk o križu norost. Nam pa je ta nauk Božja moč in Božja modrost. Torej, ker Kristus križani je Božja modrost, se pravi neskončna modrost, torej, in potem Božja moč, se pravi neskončna moč, zato je on svojim križem premagal tudi naše grehe in vse naše slabosti. In moramo se dati voditi modrosti križa, torej Kristusa križanega. Naj bo za nas modrost Kristusa križanega resnično naša življenjska modrost, čeprav je to v očeh tega sveta norost. Naj Marija, ki je najgloblje ljubila in stopila v skrivnost Kristusa križanega, nam pomaga, da vsak dan, da bomo tudi mi na vseh križiščih svojega življenja
sprejeli modrost Kristusa križanega in vstalega. Amen. Hvaljen Jezus in Marija.